Od leta 2017 so začeli potekati dogovori, da bi predstavili Podbreško potico, in leta 2018 je to obrodilo sadove. Kaj več o tem pa nam lahko pove vodja projekta Jernej Jeglič. Ja, torej že kar veliko let nazaj, ker je bil prvi zapis o potici, ki smo jo takrat imenovali, ali pa so jo imenovali, krhlova potica, zato ker je glavna sestavina pri nadevu so bili krhlji. Potem pa v letu 2017 je bilo zelo polno leto enih kulturnih prireditev, naše kulturno društvo jih vsako leto organizira več kot 40. In na teh kulturnih prireditvah je običajno vedno ob zaključku kakšna domača pokušina ali domačih sokov, pa tudi peciva. In med pecivom se je porodila ideja, da bi bilo zelo dobro osvežiti recept iz leta 1915, ki ga je takrat zapisala Falentova Rezka, Aljančič Rezka. In v letu 2017 je Barbara Pogačnik ta recept začela osveževati z podobnimi ali pa enakimi surovinami, sestavinami, kot so bile zapisane že takrat, vendar na malo modernejši način, ker je peka danes ne poteka več v pečeh ali pa običajno ne poteka, peči so malo drugačne, ampak v štedilnikih in podobnih napravah. Tako da v letu 2017 je bilo kar nekaj poizkusov, ne samo pri Barbari, ampak tudi ostalih podbreških gospodinj, ki so testirale, kako bi izgledala ta nova podbreška potica, ki pa ima značilnost ali pa posebnost, razliko med ostalimi poticami. Mi poznamo danes že skoraj 100 različnih nadevov pri slovenskih poticah. Te trije nadevi, ki smo jih pa mi obudili, so pa posebnost samo v Podbrezjah in istočasno tudi na Gorenjskem ali pa v celotni Sloveniji. En nadev je iz suhih krhlov jabolk, potem je tepka suha in jabolka kombinacija in ena kombinacija je hruška viljamovka. Tako da te tri so različni nadevi, so tisti, ki se dajejo pri peki noter. Da je pa stvar zgledala bolj ne samo uradna, ampak tudi za širši krog sprejemljiva, smo mi ustanovili interesno združenje Podbreška potica, ki združuje 15 mojstric peke podbreške potice in 12 kmetov, pa seveda kulturno društvo. Vsa ta skupina je v marcu leta 2018 se sestala na tisti ustanovni skupščini in takrat smo si postavili ta osnovna merila, ki so potrebna za delovanje ene take skupine. Seveda so pa pri nastanku sodelovali tudi strokovnjaki. In ta potica, ki je pravkar pečena, bo romala v Vatikan za velikonočne praznike. Seveda, zelo smo ponosni, da bomo dali jo v Vatikan. In seveda, vi pa jo boste odnesli v posebni pakung, Jernej. Tako je, ja, torej za to priliko je pripravljena posebna darilna embalaža. Imamo nekaj teh znakov od velike noči, pa tudi seveda tiste, ki so malo pomagali finančno pri izvedbi tega projekta. V škatlo darilno dajemo potico, okrog stvari, ki še lepo naredijo, da se lepo stoji noter. Na vrhu bo pa vsaka potica imela svoj certifikat. In sicer na certifikatu bo v slovenščini in v angleščini pisalo, da je to narejeno v Podbrezjah z ljubeznijo, da je po posebnem receptu in vsak bo imel svojo številko 1/15, 2/15, 3/15, tako da je resnično tudi izkazano, da gre za unikatni izdelek in vsak posameznik bo dobil. Pa mogoče še ena prijetna stvar. Torej, mi se nismo odločili, da bomo rekli najboljša mojstrica peke bo tista, mojstrica peke je tista, ki bo naredila za papeža. Ampak je vseh 15 potic bo imelo številke in nobena ne ve, katera
bo tista ali bo njena podarjena papežu. Tako da bomo vsi lahko rekli, tudi moja je tista, ki je kandidatka, da jo bo prijel aktualni papež.